Lepo pozdravljeni, v središče je prišel Aleksander Reberšek, poslanec Nove Slovenije. Lepo pozdravljeni in dobrodošel. Se bova tikala, ne? Seveda, lep pozdrav tudi tebi. Začniva pri izidu referenduma. Do danes je bilo že veliko povedanega o tem, kakšno sporočilo bi dodal ti. Ja, izid referenduma me navdihuje z nekim upanjem, je pa vsekakor to jasno sporočilo nezadovoljnih državljanov, saj je kar 92% volivk in pa volivcev, ki je šlo v nedeljo na referendum, jasno in glasno povedalo, da nasprotuje privilegijem. Kot sem rekel, je ta referendum tudi neko upanje, da je desno-sredinska vlada na naslednjih volitvah mogoča, vendar bo pri tem treba opraviti še domačo nalogo. 400 000 volivk in volivcev ne bo dovolj, se bo treba še bolj potruditi. Potrebujemo vsaj 500 000 volivk in volivcev in verjamem, če bomo na desni sredini enotni, da nam bo to tudi uspelo. Sam sem prvi, ki si želim desne oziroma desno-sredinske vlade v naslednjem mandatu, da odpravi vse škodljive zakone in pa posledice te vlade in vsi skupaj moramo dihati v en rok. In ta referendum je pokazal, da je rezultat mogoč, samo če bomo pri tem seveda tudi enotni. Zdaj ob vsem tem bi rad povedal, da niti slučajno ne nasprotujemo v Novi Sloveniji kulturi, nasprotujemo pa privilegijem. Sami želimo, da je pokojnina tista, ki jo nekdo dobi ki je vplačeval v pokojninsko blagajno, da je to odraz tega, ne pa, da je to odraz tega, kar bo rekla Levica, kdo bo to pokojnino, privilegirano pokojnino oziroma ta dodatek tudi dobil. No, državljani so torej na referendumu povedali, da ne zaupajo tej vladi in nenazadnje tudi ne ministrici Asti Vrečko. NSi pa je že udejanila to sporočilo z interpelacijo proti ministrici. Razlogi so se pravzaprav kopičili skozi ves mandat od selitve Drame, ukinitve Muzeja slovenske osamosvojitve do izplačila Prešernove nagrade Svetlani Makarovič in nenazadnje do tega referendumskega zakona o privilegiranih pokojninah, ne? Ja, zdaj, če mene vprašaš, bi bilo najbolje, da bi Asta že zdavnaj odšla, ministrica, hkrati pa tudi kar cela vlada. Prej bo ta vlada odstopila, prej bo ta vlada odšla, prej bo boljše za slovenski narod. Bom rekel, en tak lep primer je primer Svetlane Makarovič, kako v Levici ves čas govorijo, da se borijo za tiste majhne ljudi v narekovajih, sami pa so takoj, ko so dobili škarje in pa platno v roke, poskrbeli, da je gospa po 23 letih dobila 8 000 evrov finančne nagrade, čeprav se je pred 23 leti odpovedala. Kaj šele bi bilo, če bi bil ta zakon o privilegiranih pokojninah sprejet. Naj pri tem poudarim, da smo večkrat iz strani Levice slišali, da gre za neko skrapocalo, tako imenujejo našo interpelacijo, pa vendar je treba tukaj jasno in glasno povedati, da je Računsko sodišče inšpekcija ugotovila, bom rekel, veliko nepravilnosti, bom rekel, netransparentno porabljen davkoplačevalski denar, tudi negospodarno, hkrati tudi v nasprotju z zakonom o javnih financah in to vsekakor ni skrapocalo, kakor želijo predstaviti v stranki Levica. Da ne omenjam niti Muzeja slovenske osamosvojitve. Kdor zanika svojo zgodovino, tak narod tudi nima prihodnosti in to je samo eden izmed primerov, kako ravnajo v stranki Levica. In vesel sem, da smo vložili interpelacijo in mislim, da bomo imeli tudi dosti časa za razpravo, ker bomo lahko tudi vse svoje očitke, to, kar očitamo ministrici, tudi lepo obelodanili in predstavili širši javnosti. Nikakor ne gre za izgubljeni čas, kot skuša prikazati Levica, ne? Konec koncev je interpelacija eno od edinih orodij, ki jih ima opozicija za nadzor nad vlado in njenimi ministri. Res je, večkrat slišim, da opozicija onemogoča delovanje te vlade, ker je, bom rekel, ena zelo velika laž. Člani koalicije 54 je poslancev v državnem zboru od 90 praktično lahko naredijo in spremenijo karkoli želijo. Kot opozicijska stranka pa ima Nova Slovenija, bom rekel, to možnost in to možnost smo tudi izkoristili, da smo vložili to interpelacijo skupaj z demokrati. Z 8 poslanci ni najbolj enostavno uveljavljati sprememb, pa vendarle je prejšnji teden ena mala zmaga vendarle prišla. Predvsem pa bo to zmaga za otroke, ki se trenutno ne šolajo, čeprav je osnovna šola obvezna. Če torej starši ne bodo poskrbeli za to, bodo namesto transferjev prejemali materialno pomoč. Kako odgovarjaš na očitke nasprotnikov te rešitve Nove Slovenije? Ti nasprotniki pravijo, da to ne bo učinkovalo, da je še več, da je škodljivo.
Jaz bom rekel, da končno. Glas razuma je končno zmagal. Novi Sloveniji smo, mislim, da to zakonodajo že 4-krat vložili in končno smo našli nek dialog, kompromis, da smo dobili zadostno število podpore, da bosta zdaj ta dva zakona stopila v veljavo. Ne samo spomnim, oktobra 2023 na redni seji odbora za delo so bili sprejeti sklepi, kjer so koalicijski poslanci izglasovali, da bodo rešili to romsko problematiko in naložili vladi, da naj pripravi zakonodajo do konca leta 2023. Po letu in pol ta vlada ni naredila nič, sem pa vesel, da smo dobili podporo in da so bile slišane, bom rekel, naše prošnje in pa tudi naše pobude Nove Slovenije. Hkrati so na to opozarjali tudi župani jugovzhodne Slovenije, 11 županov in pa skupaj s 35.000 podpisi, ki so praktično copy-paste našo zakonodajo tudi vložili. Tudi oni niso bili uspešni, pa vendar glas razuma je končno zmagal. Otroci bojo mogli hoditi v šolo, v osnovno šolo, ki je obvezna. Če otroci ne bodo hodili v osnovno šolo, starši ne bodo dobili socialnih transferjev, denarne socialne pomoči in pa otroških dodatkov več v denarju, ampak v naravi, se pravi plačilo položnic, oblačilo, hrana in tako naprej. To ne velja za tiste starše, ki, bom rekel, otroke šolajo na domu, ker se je pojavil kar en veliki vik in krik. Osnovna šola je v Sloveniji obvezna in vse, kar si v Novi Sloveniji želimo, je, da otroci obiskujejo osnovno šolo, da pridobijo, bom rekel, izobrazbo, nadaljujejo tudi naprej na srednji šoli, dobijo primerno zaposlitev, kasneje tudi primerno plačo in da jih iztrgamo, bom rekel, iz tega kroga revščine. Kajti največjo škodo tem otrokom je delala, bom rekel, ravno aktualna oblast, ki na tem področju ni storila nič. Mi pa smo predlagali zakonodajo in z njo tudi uspeli. Otroci bodo zdaj, sem prepričan, da hodili v osnovno šolo, kar je povsem normalno in pa tudi, bom rekel, edino pravilno. Je pa tudi res, da smo pred zakonom vsi enaki in da morajo zakoni enako veljati za vse in da so tudi pravice in da so tudi dolžnosti, na kar, bom rekel, nekateri zelo velikokrat tudi pozabljajo. Sem pa vesel, odziv ljudi je neverjeten, številni ljudje mi pišejo in pozdravljajo to odločitev in jaz upam, da bo tudi v nadaljevanju, ko bomo sprejemali še ostalo zakonodajo v Državnem zboru, ki se tiče tudi predvsem romske problematike. To bo že prihodnji teden, vsaj večji del. Ne nazadnje gre pri vseh teh rešitvah, ki se nanašajo predvsem na socialne transferje, za uvajanje nekega reda na to področje, da bi omejili zlorabe. Ne nazadnje gre iz naših prispevkov, ki jih dajemo vsi davkoplačevalci, denar za socialne transferje in družinske prejemke. Ja, jaz sem prepričan, da je Nova Slovenija pripravila res odlične predloge, spremembe zakonodaje, ki grejo v to smer, kar je za mene tudi socialna država, ki je za mene takšna, da nagrajuje tiste, ki delajo in pomaga tistim, ki ne morejo delati, ne tistim, ki ne želijo. Žal v teh časih se zelo velikokrat pridemo do dejstva, da številni zdravi posamezniki prejemajo denarno socialno pomoč, ne želijo pa delati. In te ljudi je treba vključiti v trg dela. Gospodarstvo potrebuje več kot 20.000 delovnih mest je prostih. Mi imamo pa doma ljudi na socialni, ki ne želijo delati. In naš zakon gre ravno v to smer, ki rešuje tudi to problematiko. In sicer, če je nekdo več kot pol leta na zavodu prejema denarno socialno pomoč, bo mogel sprejeti delo in tudi za izobrazbo, ki je 2 stopnje nižja, kakršno ima, in če bo recimo delo odklonil, ne bo več prejel denarne socialne pomoči. Tudi tukaj upam na pomoč koalicije, da bo pristopila in podprla ta predlog zakona. Po drugi strani pa še kazenski zakonik, sprememba kazenskega zakonika, da ne bomo več gledali tistega, kar smo gledali v preteklosti. Sami se spomnite primera iz Ptuja, kjer smo videli to medvrstniško nasilje, te pretepe otrok mlajših od 14 let, ki brez slabe vesti reče, vsaj mi nobeden nič ne more. Jaz sem trdno prepričan, da nekdo, otrok, ki povzroči takšno kaznivo dejanje, ki pretepe svojega sovrstnika, če je dovolj star, da to naredi, je dovolj star tudi, da nosi posledice. Mi smo pripravili tudi to zakonodajo, ki odgovarja na, bom rekel, ta pereča vprašanja, da še takšnega otroka izključi iz šolanja začasno, govorimo o začasnem ukrepu, da se ga da v neko posebno inštitucijo, ker se potem tudi z njim ukvarjajo, ali pa da pouk spremlja na daljavo. Eden izmed zakonov, ki smo ga vložili, je tudi zakon o voznikih, da bo pogoj za vozniški izpit opravljenih 7 razredov osnovne
šole. Jaz sem prepričan, da smo pripravili dobre predloge. Nova Slovenija nima zadostne večine, tudi skupaj z opozicijo ne. Zato tukaj še enkrat sem rekel, računam na pomoč koalicije. Z gotovostjo pa trdim, da vkolikor ne bomo dobili te podpore, bomo to zakonodajo 100% rešili v času ene naslednjih vlad. Zdaj, to, kar se tiče tega, kar je uspelo prejšnji teden, je bilo kar malo presenečenje. Misliš, da bi se lahko zgodilo to tudi pri preostanku zakonodaje? Lejte, jaz mislim, da prebivalci, ki so v jugovzhodnem delu Slovenije, ki se soočajo, bom rekel, s to romsko problematiko, in ti prebivalci so levega in desnega političnega prepričanja, tudi sami pišejo svojim političnim voditeljem oziroma poslancem iz tistih kraj in, bom rekel, na nek način izvajajo pritisk na njih in jih na nek način tudi osveščajo, kaj se dogaja, in zato se mi zdi potem tudi neka logična posledica, da je kar dosti poslancev tudi koalicije podprli naše predloge, ker so bili na nek način stisnjeni v kot. Seveda je bilo 10 oziroma 11 glasov proti, še vedno so nekateri glasovali proti tem, bom rekel, dobrim predlogom, dobrim rešitvam, pa vendar želim si, ne vem, kakšen bo izplet glasovanja, ampak želim si, da bi te naše rešitve, ki so vsekakor dobre in so v korist vseh državljanov, da bi dobile zadostno podporo v Državnem zboru. Držimo pesti, ne? Tako. Hvala, Aleks, in upam, da spet kmalu, ne? Hvala tudi vam, da ste naju spremljali. Se vidimo.